Spoštovani in spoštovani, dober večer in dobrodošli. Spet je mesec december, leto gre proti koncu in vedno meseca decembra potegnemo črto pod doseženim in najdemo kakšno ulico več za druženje s prijatelji, s tistimi, ki smo sodelovali v letu, ki se izteka in seveda s tistimi, s katerimi si želimo seči dlan tudi v prihajajočem letu. Tako bo tudi nocoj. Naj bo ta večer namenjen prijaznim besedam in prijetnemu druženju. Gospe in gospodje, nocojšnja gostiteljica, županja občine Ljutomer, gospa magistra Olga Karba. Spoštovane dame in gospodje, dobrodošli na nocojšnji novoletni sprejem občine Ljutomer in hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Pred 2 letoma sem vas imela prvič priložnost nagovoriti, tako rekoč v prvih dneh mojega mandata. Ne vem, kako se danes spominjate tistega časa, kako se spominjate leta 2010, ko se je zdelo, da je gospodarska kriza nekaj, kar sicer prihaja, vendar se predvsem pospešeno dogaja drugje in ne tako usodno tudi pri nas. Takrat se je na vseh ravneh predvsem pogovarjalo o drugačnih problemih in predvsem z drugačnimi, mnogo manj skromnimi izhodišči. Zato me dogodki, ki zadnje tedne odmevajo po vsej državi, spominjajo na tisti čas in predvsem na željo za spremembe, ki je bila in ostaja razlog, zakaj sem tudi sama stopila v vlogo, ki jo danes opravljam. Danes so ti dogodki z odstopom mariborskega župana v tem mestu pripeljali do zelo pomembnega vprašanja, kako naprej. Časnik Večer je objavil mnenje filozofa Teodorja Lorenčiča, enega iz Mariborčanov, ki verjame, da je kos izzivu in da je med tistimi, ki niso gotovi. O tem, kako bi se on lotil zadev, je povedal naslednje, citiram: Jasno je, kaj so kratkoročni in kaj dolgoročni ukrepi. Med prvimi so ugotovitev premoženjskega stanja, iskanja rezerv, manjkov in postopno začenjanje politike malih korakov. Da se moramo megalomanskim projektom odpovedati, sem govoril že leta 2000. Konec citata. Ta izjava me v marsičem spominja na razmere v letu 2010, ko smo potegnili črto pod račun in ugotovili premoženjsko stanje občine. Takrat nismo le govorili, ampak res začrtali politiko malih korakov do velikih ciljev. Ob koncu leta 2010 smo imeli minus v rednem poslovanju. Nismo mogli poravnati tekočih obveznosti, tudi tistih ne, do številnih izmed vas, ki so korektno opravili svoje delo in se morali bati za plačilo. Letos zaključujemo poslovanje pozitivno in redno plačujemo opravljene storitve, porabimo manj in dosežemo več. V tem času smo izvedli 16 večjih naložb v vrednosti približno 6,5 milijona evrov brez zadolževanja. Torej, dokazali smo, da se da delati dobre stvari brez megalomanije ter z izjemno naravnanostjo k razvoju, novim idejam, novim možnostim in vse je pripravljeno, da v tem duhu tudi nadaljujemo. Zato sem na današnje druženje povabila vse vas, ki
ki v najširšem smislu besede ustvarjate dodano vrednost, zagotavljate delovna mesta, udejanjate razvoj in tvorite jedro ekonomske stabilnosti našega okolja. Po drugi strani pa smo danes tukaj vsi tisti, ki imamo nalogo, da na podlagi ustvarjene vrednosti v gospodarstvu ponujamo in zagotavljamo storitve za občanke in občane, ter da iščemo poti do novega razvoja, do okolja, v katerem se ljudje dobro počutijo, želijo v njem živeti in v njega vlagati del svoje osebne in poslovne prihodnosti. Med nami je jasna povezava vlog in odgovornosti. Prvo mora nastati vrednost v gospodarstvu. Potem pa moramo upravljalci skupnosti poskrbeti za to, da po eni strani najbolj učinkovito zagotovimo največ vrednosti za občanke in občane, po drugi strani pa ustvarjamo okolje, ki omogoča gospodarstvu, da deluje z manj stroškov, da najde lažje priložnosti in se s čim manj motenj posveti svoji dejavnosti. V preteklem letu smo bili uspešni. Tudi za prihodnje leto smo pripravili proračun, ki bo iz cirka 3,5 milijonov evrov naredil 12 milijonov evrov naložb, s posebnim poudarkom na projektih, ki olajšujejo razvojne možnosti za gospodarstvo, projekte, kot je na primer Buhova poslovna cona. Trik je seveda v nepovratnih sredstvih, zato smo ob enakomernosti razvoja krajevnih skupnosti pozorni tudi na to, da načrtujemo projekte, katere lahko v naslednjem letu izpeljemo in zanje hkrati pridobimo sofinanciranje. Vse to je pomembno zato, ker za razliko od posameznikov, ki se lahko preselijo v okolja, kjer je več razvojnih možnosti, celotnega okolja ne moremo kar preseliti nekam drugam. Torej, če hočemo okolje z več razvojnimi možnostmi, si ga moramo sami ustvariti. In moje sporočilo za vse vas nocoj je, da bomo nadaljevali po tej poti. V to trdno verjamem, zaradi vas, spoštovane kolegice in kolegi iz gospodarstva, ki ste se res aktivno vključili v pripravo in iskanje rešitev za prihodnost, bodisi v našem obrtno-podjetniškem strateškem svetu, v območnem razvojnem svetu ali v okviru številnih drugih manj ali bolj odmevnih pobud. Zahvaljujem se tudi vsem posameznikom v javnih službah, ki so po najboljših močeh trudijo, da inoviramo in izboljšujemo storitve za občanke in občane. Vsi skupaj res ustvarjamo boljše okolje in s kombinacijo malih korakov ter nekaj velikih potez imamo priložnost, da v naslednjih letih v okviru občine delamo naprej in najdemo nov optimizem in prihodnost. Pri tem si ni treba delati utvar, da bo vse šlo gladko in brez nagajanj. To je nekako nerazdružljiv del odnosov v človeški skupnosti. Vendar prepričana sem, da bomo z iskrenostjo, sočutjem, integriteto, samozavestjo in prilagodljivostjo premagali še tako temne sile na poti do boljšega jutri. Spoštovani, naj bo to popotnica v novo leto. Vanjo verjamem zaradi vas, ki vsak dan znova dokazujete, da se da in da se bo dalo tudi v prihodnje. Leto 12 se zaključuje. Naj bo 13 srečna, uspešna in zdravja polna številka. Hvala lepa.
še nekoliko bolj sprostimo. Sploh za današnji večer, pa tudi sicer v poslovnem svetu, ki ga vsi zelo dobro poznate, je prav, da se sprostimo v ta pravem humorju. In za tega smo poskrbeli tudi danes, zato verjamem, da boste v naslednjem stand-upu uživali. Pozdravljamo ga z velikim aplauzom. Tukaj je Janez Usenik. Dobro večer, Prlekija, gospod. Ponovadi mi ploskajo, kada rečem, da si Prlekija. Veste, kaj je to zelo blančno, da določi Pomurje, Prekmurje, pa Prlekijo. Dosežek. Zdaj ste lahko videli, kaj se zgodi, ko čebelica Maja zraste. Brate Maja Stršen. Mislim, da si jaz to še en aplaus, da boj zapela. Jaz sem zelo rad glasbo. Imate vi radi glasbo? Glede tega. Jaz se ukvarjam z glasbo že skoraj celo življenje, res. Mislim, jaz sem delal veliko stvari v življenju, no. Edina stvar, ki jo še nisem poskusil, je, nikoli še nisem kandidiral za Miss Slovenije, to priznam. To pa zato, ker sem prebral, da Miss Slovenije je dobro, da je oseba brez predsodkov. Jaz priznam, jaz en predsodek imam, to je ta moj predsodek. In zaradi tega pa nisem kandidiral. Sem se pa recimo ukvarjal z glasbo, ne vem, me poznate kot glasbenika, kdo od vas je bil na mojem koncertu, kdo? Resno, hesno je, ker jaz sem hotel resnično mečkano skozi glasbo približati mlajši generaciji, mlajši ljudem lepe slovenske klasične pesmi, ker danes kar malo zamirajo. Zdaj tam da vidim, nekateri sedite, ste nekoliko mlajši, bolj zadnji ste, kaj verjete Prešerna vi, da ste premlada generacija zadnje čase, ali pa Cankarja zvečer, tako skodelico kave pred spanjem, ne tudi za zjutraj, ampak tako. Tukaj dobro, tisti, ki ste malo starejša generacija, vi gospod, vi ste se že srečali s Prešernom, ne? Ne me gledati, ker to nisem mislil, že ste se osebno srečali z njim, tako kot pesnikom. Ampak samo gotovo, da mladi pa zelo radi poslušajo zvrst glasbe, ki se imenuje rave. Poznate? Je že kdo bil od vas na rave partiju? Aj, kdo bil, pa se ne spomne. To je zelo pogosto. Zdaj, ne vem, kako bi razložil za une, ki res ne veste, rave, to je za mlade, nekaj tazga, ker je za une na 70 let oddaja na zdravje. Kar pomeni, če vzameš 2 tablete, lahko plešeš. Tako nekako. In jaz sem rekel, kako bi združil lepo slovensko besedo in rave glasbo in sem se spomnil, da sem naredil priredbo do Prešernovega epa Krst pri Savici v rave verziji. Tisti, ki ste me mogoče gledali, v Ljutomeru sem že nastopil, to poznate. Drugače pa tak fajn, ki za takole dvorano. Tako da če prostore došče, če bi kdo plesal, sam ne pozabiti na tablete. Prav? Gre pa nekako takole. Dame signori, benvenuti a Passata Ljutomer. Giovanni Usenik je Krst pri Savici. Sta v diskoteki se spoznala. Že prvi mu večer je dala. Črtomir in Bogomila. Sta se celo noč ljubila. Krst pri Savici. Krst pri Savici. Krst pri Savici. Potem je nekaj šlo narobe in je ljubezen šla po gobe. Je Črtomir duhoven ratu in živel v celibatu. Krst pri Savici. Krst pri Savici. Krst pri Savici. Tako nekako bi šlo to, no? Zdaj smo mislili, da sem se jaz zaradi moje družine tudi poročil pred leti. Samo zaradi pritiska familije. Ker jaz sem iz velike družine in tisti, ki ste v tej situaciji, dobro veste, kako je, če imaš veliko bratrancev, veliko sestričen, pa veliko starih tet. In potem hodiš skozi na neke poroke in na vsaki poroki pride ena teta do tebe in te prime v tist ribiški prijem, a veste, kjer je tam. In potem začne uno, a ne, a ti boš pa naslednji, a veš, je že cajt, ker sam še to čakam, da bo tvoja, ti reči bo tvoja naslednja, kar ne bo čudo. Nisem ponosen na se, ampak to slopi šele na živce, da sem jaz to njim isto začel delati na pogrebih. In potem so me 3 razdelile in sem ugotovil, da se to razplača in sem rajše se poročil. Sicer, tako bi ta ženo, lep zakon, v bistvu bi da sem se skregala enkrat na 6 mesecev in pol leta nisem govorila. Ampak sem odkril eno knjigo, ki mi je res rešila zakon, to pa priporočam, da si vsi pogledate in res preberete, sploh
poznate? To je genialna knjiga. Dokler jaz tega nisem prebral, sem bil prepričan, da sem videl z mojo ženo knjigala zato, ker je ona sitna, ker mene ni nikoli doma. Ne, videl sem imela pohištvo narobe postavljeno. To je bilo. Res. Pa zdaj eni se smejili, veste, kako to deluje. Ker enkrat, ko ni bilo doma, sem jaz vse pohištvo, ki ni po feng shuju, to moški vemo, to je vse, kar ni televizor, kavček pa hladilnik. Sem vse, kar na grmadu pred vrata, da ona noter ni mogla. 3 dni harmonije in miru v povem. In potem, ko se je prebila skozi ono barikado, si kar čutil puščice negativne energije, ko so šle po tebi. Še dobro, da sem lahko naredil to, kar naredil vsak pravi slovenski moški, ko je ženska sitna, in to je pobegnil v gostilno. In ljudje imamo srečo, da to lahko naredimo. A si predstavljate, da bi ne bi bili ljudje, ampak da bi se rodili kot kiti? Zakaj? Ker pa je kiti, tako pravijo znanstveniki, lahko slišijo čez pol oceana. In zdaj si predstavljate, kakšno je to življenje. Ti si v Severnem Atlantiku, na malem planktonu s prijateljem in slišiš, kako se iz Južnega Pacifika baba dere. Pa se ne čudite, da se to kitov vrše gor na obalo, no? Ker pa Bog kit tam leži pravi z Bogom kroti svetnega Greenpeace v vodo vleče. Ker prvo, kar ti z Bogom kit sliš noter, je tista ženska iz Južnega Pacifika. To pa je bila tisto zelene kombinazono, grozno. Čeprav, če bi zbiral, pa jaz priznam, rajši bi bil pa kit, pokor tuna. Resno, tune so pa največji reveži v živalskem cesarstvu. Ker pomislite, vse druge živali, boljši si, bolje ti gre, več imaš potomcev. Tuna, boljši si, prej si konzerva. Samo najboljše je lahko karbo. Ne, mogoče to bi šlo priznanje. Jaz si kar predstavljam tunčka, kad tako sloni v gostilni prav Madonna, kakšne probleme imam sinom. Moj deti je karbo, moj oče je karbo, moj sin pa ni omare. Razneži ga še grisin šlela. Še sem dal prav teorijo, da jezik, ki ga ljudje govorimo, definira to, kakšni smo po duši. Za dokaz, a ste že kdaj v kinu gledali kakšen japonski ljubezenski film? Grem stavc, da niste, a je to? A veste zakaj? Veste, kako Japonc reče ljubim te? A kaj že gledal? Hej! Super, tako ne veš, ja pokušam, ali boš vajzala, če gledaš njihove filme. Ampak, ali pa še en primer iz zgodovine. Predstavljate si, da Adolf Hitler ne bi bil Nemc, ampak bi bil Čeh. Kdo bi njega resno jemel? On bi prišel gor, pa bi rekel, Židove, hodite ve, žigle, žigle. In tam bi bilo lahko 20,000 SS-ovcev, črne uniforme, tisti so gori na prapori, bakle, grozno zgleda. In vsi naenkrat bi delali, ahoj, ne dela. In tu Slovenci smo malo omejeni, še ne se pogovoriti, kako govorimo o tem, jaz sem pogotovil, da seks po telefonu. To je nekaj, kar v Sloveniji ne dela. Če si ti Francoz, je to super. Res, tam imaš lahko prosim navodila za toaster, pa zvenijo seksi. A chanson de la toast de l'électricité, a chanson de la presse, a la 5 minutes, un peu, et que le toast. Fajn, ne? Ali pa nemščina, idealna za kakšen sadomazo. Koliko je šajce, ja? Mi grede, znate nemško tukaj? Se učite kaj nemščine, prvo? Jaz znam nemško, ampak nekaj vam povem. Vso nemščino, ki jo znam, sem se naučil iz pornografskih filmov. In je čist dost. Ker znam sred Münchena, prosim, se mi pokvaril avto in sem točno vedel, kaj reči. Jaz sem odprl okno, du Schatzi, du Groß, ja, komm hier. Von den Rucken schnell und stark, ja, bitte. In ko so me klicali, da sem se stavil, da zaprl, sem lahko rekel, ich komme jetzt, ja, ich komme gleich. In sem me vplazil, prosim, nas se, kako znam dobro nemeško trenjivke avto, pored rekel, daj Slovenac odjel. München je bilo, veste. To pač, ne, ampak dobro. Zdaj pa slovenščina, pa telefonski seks. A si predstavljate eno kleno korenko na telefonskem seksu? Hugade bdjola, kaj ne dva kuška, Madonna bi bilo fleto. Ali pa dobro, res, prve kinje ste super ženske. Ampak jaz si ne znam predstavljati, ajde, prveške domine. Lahko je najboljušna ženska, najlepša oblečena, ampak če pride kaj pa reče, hod se pide, pozane. Ne bo malo ne, no. Malo ne. Tako je, smo umejeni, ste rekli. Vi veste, da se jaz profesionalno ukvarjam s tem, da uničujem nek slovenski jezik. Res, ker sem novinar, mi ne znamo govoriti, ampak nekaj vam iz prve roke povem. Ko gledate televizijo, ko poslušate radio, berete časopise, ne vsega verjeti. Nismo podkupljeni, ne lažemo namenoma, ampak zmotimo se pa kar velikrat. In jaz sem začel prav zbirati take simpatične napake, ki se dogajajo v medijih. Veste, kaj so nekaj v slovenskih novicah napisano? Da so ujeli morskega psa v Jadranskem morju in pa ste tako je pisali. 5-metrska zverina je v dolžino merila kar 5 metrov.
Ker kaj, 5 metrske so koliko 3,5 največ drugače. Ali pa dobro, ko se rekel slovenske novice. Dnevnik ima enkrat čudovito tipkovno napako. Na ljubljanskih Žalah vsako leto pokoljejo več ljudi. Dobro za biznis. Ampak najboljše so imeli pa v Delu, najbolj resen slovenski časopis, ko so pisali nekaj slepe pisatelje. Pazite, kaj so napisali. Slepi pisatelj ni hotel sodelovati pri nastanku filma, ker prej ni videl scenarija. Dobro, pa no, tajno prisutno, kaj se mene smo zgodili, to so pa res skoraj dobro, da smo imeli lektorje. In je ostalo, veste, kdo je Pedro Opeka? Slovenski misionar na Madagaskarju, zelo pomagal otrokom. In jaz sem delal prispevek o njem, pred Božičem je prišel v Slovenijo, prosil denar za svoj misijon. In jaz sem hotel na koncu povedati, koliko pomeni ta človek tistim bogim otrokom na Madagaskarju. In sem hotel, prosim, končati prispevek takole. Medtem ko otroci v Evropi čakajo obisk Božička, pa na Madagaskarju komaj čakajo obisk predatega Petra. Tako da, če mi kdo kaj o njem reče, veliko srce nesrečno imeti, samo to. Dobro so lektorji opravili, ne bom šel v peko zaradi tega. To je to, ja. Mi grede, jaz imam tudi otroke, imamo to skupnega, imamo otroke, ne čem po skupne otroke, če še kdo ima otroke svoje, pa je svoje. Tukaj, ni fajn imeti otroke, koliko te naučijo, resno. Recimo, koliko mi začnemo ponavljati napako naših staršev. Meni so starši smeri govorili eno stvar, kar nikoli nisem razumel, poznate to. Ker je bilo kosilo in so starši rekli, pojej vse, kar je na krožniku, ker otroci v Afriki so lačni. Poznate to? Jaz še dosti ne vem, kaj imajo otroci v Afriki od tega, da sem jaz debel. Ampak nekaj očitno morajo imeti in se mi je to prijeti, tako da zdaj to govorim svojim otrokom. In zanč mi je hčerka rekla, oči popi pivo, ker otroci v Afriki so trezni. Mi gredejo ste opazili, jaz zdaj se počasi staram, zgubljam lase, zgubljam vse. A veste, ženske eno na svet, ko bo vaš moški zgubljal lase, pogledajte, kako zgublja lase, ker to zelo veliko pove o njem. 3 tipe moških poznamo. Eni so, ki zgubljajo lase najprej takole, tako kot Miki Miška. Ne? Ti so dokazano veliki misleci, zelo pametni. Pol drugi zgubljajo lase najprej klele, tako kot srednjeveški menihi. Za te je dokazano, da so odlični ljubimci. Pa tretja vrsta človeka, tako sem jaz, pa zgubljamo hkrati kle in kle. Ja? Mi pa mislimo, da smo veliki ljubimci. Tako da, to veliko je. Povejte Ilmicko, kdaj je Franča? Pa kom s takšno silo? To se tudi jaz mislila tebe pitati. Pa kaj vidite? Gled. Kdo pa moj do lige registrska tablica? Pa to čisto proda. Tudi jaz gledam, pa se spitovljam, če dobro vidim. Ki pa si ti dolo bicikle registrirate, mi sem še videl bicikle s tablicami. Franča, meni se vidi, ko vam midva zahtut nadaljevala pot. Mislim, ko ti greš to, kak jaz. Ali pa ti to, kak jaz. Če greš na zavarovalnico, lahko greva dale v kupe. Pa kaj? Pa zakaj stoligane? Ja, Minsko, jaz sem dosti na cesti s totim mojim prevoznim sredstvom. Vsak še den grem na Ivo pojesti za mojega kujceka. Enkrat pevam runo, drugi štikve, pa pol kakšno za doj včerstven. Vse so susedi negi ne pozna. Moj pulcek pa lepo kco jemlja. Ko sem prišel vse, ko bi probal zavarovuje sklenite, če bi slučajno kdo kakšni avto nasodal, ko bi spoterja doti cel. Franček, ne večeš, kaj rešijo. Tote tvoje dolige so tak store pa amortizirane, pa že nove koštajo, samo por 10 evrov. Če so tote tvoje vredne 5 evrov, kje ko bi te lahko bilo zavarovuje od tega? Kakšnih procentov? Zavarovuje pa bi za vsak slučaj le imel. Kaj pa ti delaš čez tvojim biciklom, obrš moš tudi tablice, moš sigurno nekaj za brigu. Ja, ko vale, če do tebi zavrvali do lige, te doma ne moj bicikl tudi, samo je že oldtimer, pa imela pri zavarovuj popust, pa nam dosti več plačala, kak ti za do lige. Pa ti si ne treba na prometni cesti, kak jaz, tebe pač ne vraniše rukvide. Tu si ti misle. Če ne vidiš, kakša traktora imajo v zadnjem cajtu naši kmetja, nova, velika, visoka, široka, pa klimatizirana. Dara jaz bicikl rivljam po šodre